Menimo glede uporabe izraza kiborg, da pravzaprav se od strogega znanstvenega koncepta zelo spremenil, je širši, hkrati tudi bolj izmuzljiv koncept in lahko vključuje razne, invazivne, zelo invazivne ali pa tudi relativno, neinvazivne posege. In jaz sem se pravzaprav potem moral še nekoliko bolj omejiti v svojem predavanju in sem se moral omejiti na človeško osebo, kajti kiborgizacija se lahko vrši tudi na živalih, tako da jaz pač tukaj se omejujem na področje človeka in ker ne moremo pravzaprav priti do neke enotne opredelitve kiborgizacije, sem pa nekako poskušal ta pojav razčleniti s tremi dihotomijami, ki jih je mogoče opaziti, ko razglabljamo o kiborgizacijskih posegov. Prva dihotomija se nanaša na indiciranost takega posega, druga na način pravne regulacije in tretja dihotomija na etično sprejemljivost kiborgizacijskega posega. Torej, če najprej pogledamo dva vidika indiciranosti kiborgizacijskih posegov, je nam seveda poznan medicinski razlog, da izvedemo kiborgizacijski poseg, ki je po neko področje, ki je klasično, vgradnja raznih protez, implantatov, to poznamo, osnovni nameni tega posega je že pomagalo pacientu, v nekom ustvarjanje kiborgov za manj vojaške potrebe. Tukaj se ta materija nanaša na področje mednarodnega humanitarnega prava, vojaškega prava, na področje medicinskega prava. Tukaj so raziskave, mislim, da najbolj intenzivne. Hkrati pa so vojaki populacija, ki pravzaprav z pravnega vidika predstavlja ranljivo populacijo, kar se tiče raznih privolitev in tako naprej. Drugo področje, ki nam je znano predvsem zaradi športnika Oskarja Pistoriusa, je področje športnikov kiborgov. Tukaj govorimo o raznih protezah, ki omogočajo neke normalne ali pa celo višje športne zmogljivosti in to področje zadeva športno pravo. Tretje področje je pa nekako tisto področje, ki ga zagovarjajo misleci z področja transhumanizma, kjer gre pa pravzaprav za namen ustvarjanja super človeka ali človeka plus. In tudi to področje je trenutno področje medicinskega prava, ker drugače kot z uporabo biomedicinskih tehnologij takih postopkov ne moremo narediti, in tudi področje kazenskega prava. Tako da lahko preidemo na naslednjo dihotomijo, kjer lahko z vidika prava razlikujemo med dopustnimi in nedopustnimi kiborgizacijskimi posegi. Če prebiramo obširno literaturo na tem področju, zasledimo ponavljajoč se argument, da se brišejo meje med človekom in strojem. To je argument, ki se ponavlja kot neka mantra, ki je povsem legitimen z vidika naravoslovnih znanosti, z vidika pravne znanosti pa je treba poudariti, da nekako je v nasprotju z osnovnim poslanstvom prava, ki pa je v tem, da postavlja meje dopustnih ravnanj, jih označuje, jih ohranja in jih celo tudi po potrebi s sankcijami vzdržuje. Tako da tukaj je nek naravni antagonizem in to se mi je zdelo vredno poudariti. Zdaj, ko razglabljamo o protipravnih kiborgizacijskih posegih, moramo najprej opredeliti, kateri pravni predpisi so za to področje relevantni. Najprej seveda glavni predpisi pri nas
se nanašajo na Ustavo in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Jaz vseh teh ne bom podrobno obravnaval. Nekaj teh pravnih aktov bo še predmet diskusij oziroma predstavitev jutri. Bi pa želel poudariti, da je za nas zelo pomembna Oviedska konvencija z dodatnimi protokoli in pa tudi listina. In zato vsebuje tudi zelo važno načelo prvenstva človeškega bitja, kjer ureja situacijo, ko imamo opravka z konfliktom interesov ali namenom kiborgizacijskih posegov. Na eni strani imamo varstvo koristi človeškega bitja, na drugi strani pa varstvo interesov znanosti in interesov družbe. In Oviedska konvencija terja, da je treba dati vedno prednost pravnemu varstvu človeka kot osrednjega subjekta prava. Iz tega izhaja tudi zahteva, da človeške osebe ne smemo objektivizirati, jo razgraditi v nek samovoljno razpoložljiv predmet znanstvenega raziskovanja. In med drugim konvencija prinaša seveda tudi zahtevo, da je uporaba tehnik genetske manipulacije za izboljšanje človeške DNK in pa postopek kloniranja nedovoljen. To so izrecne prepovedi, ki ožajo področje posegov, ki jih v pravnem smislu smemo izvajati. Posredna omejitev je pa tudi omejitev, ki se nanaša na vse druge znanstvene raziskave, ki bi lahko posegale v prvenstvo človeškega bitja. To logiko je povzela tudi Evropska unija v listini temeljnih pravic. Tukaj vidimo v členu 3, da pravzaprav vsebuje prepovedi ali pa omejitve enake vrste. Ta določba bo predmet podrobnejše analize jutri, tako da je tukaj ne bom posebej obravnaval. Omenil bi pa še določbo kazenskega zakonika, ki je šla v nov kazenski zakonik leta 2008, ki je prepovedala tvorbo določene biotehnološke postopke, ki so prepovedani po mednarodnem pravu in smo s tem pravzaprav se uskladili z zahtevami Oviedske konvencije. Zdaj, nastane vprašanje, kateri kiborgizacijski posegi pa sploh so pravno dopustni. Seveda tisti, ki niso izrecno prepovedani in tisti, ki prestanejo test preverjanja etičnosti. Tako pravo Sveta Evrope kot pravo Evropske unije nalagata državam članicam, da vzpostavljajo organe in postopke in zmogljivosti, da preverjajo etičnost uporabe sodobne biotehnologije in kamor seveda sodijo tudi naši kiborgizacijski posegi. Tako da pravzaprav raziskovanje in uporaba tehnologij mora biti nadzorovana. Seveda Oviedska konvencija jamči po eni strani svobodo znanstvenega raziskovanja ob teh omejitvah, ki sem jih povedal, in izrecno terja, da morajo raziskovalni projekti biti odobreni strani pristojnega organa, to je pri nas Komisija za medicinsko etiko Republike Slovenije. Če mi analiziramo, kako se mednarodno pravni akti, pa tudi nacionalno pravo loteva regulacije vprašanja etične dopustnosti, pravzaprav ugotovimo neko dvojnost. Ponavadi se najprej določijo neka načela in vrednote, ki na tem področju morajo veljati. Hkrati se pa vzpostavi nek tak sistem preko nekega posebnega organa, ki je zadolžen za presojo etičnosti uporabe biotehnologije. Tukaj bi želel opozoriti na eno zelo važno področje.
na področje mehkega prava, na področje ISO, SIST in drugih standardov v robotiki in v medicini, kjer pravzaprav tega etičnega preverjanja nimamo zagotovljenega v zadostni meri. Ti tehnološki predpisi, ki so lahko zelo detaljni, pravzaprav ostanejo izpod tega radarja, ki ga moramo imeti vzpostavljenega, zato da lahko preverjamo etičnost uporabe teh tehnologij. To se meni zdi eno zelo veliko tveganje, hkrati se pa ti standardi, ko so enkrat sprejeti na ravni recimo ISO standardov, lahko zelo hitro razširijo tudi v ostale države, tako da bom rekel, imajo tudi nacionalne države šibko kontrolo na tem področju. Ne bi pa razpravljal o kakšni demokratični legitimnosti, ker ti standardi pravzaprav nastajajo v zelo ozkih strokovnih odborih. Prešel bi pa na dva primera, ki nam indikativno govorita, kako je stanjem pravice do kiborgizacije pri nas. Najprej bi kot hipotetični primer vzeli zahtevek pacienta, ki bi, recimo, da mu manjka roka, želel bionično roko, ki jo lahko upravlja z mislimi in naletel bi na isto situacijo, kot je leta 2003 naletel en nizozemski državljan, ki je pred Evropskim sodiščem za človekove pravice izgubil tožbo, da bi bil upravičen iz zdravstvenega zavarovanja do tazga medicinskega pripomočka. Sodišče je reklo, vsaka nacionalna država ima prosto polje, ali bo tak medicinski pripomoček uvrstila na seznam, na listo, in Nizozemska ga ni, in zato se on ni imel možnosti dobiti, razen kot popoln samoplačnik, tak medicinski pripomoček. Situacija pri nas je identična, če pogledamo zakon in pa listo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, tazga medicinskega pripomočka na tej listi ni. Če pogledamo kakovost našega zakonskega predpisa, vidimo, da pravzaprav te pravice iz rehabilitacije so urejene izrazito pomanjkljivo in jaz mislim, da so celo v nasprotju z načelom pravne države in tudi pravico do zdravstvenega varstva. Drugi primer je pa primer lanskoletne operacije jeseni v UKC Ljubljana, zelo uspešna operacija. Šlo je za italijanskega pacienta, 5-letnega, kateremu se je uspešno usadilo akustični usadek, slušni usadek. Zanimivo je to, da je stroške povrnila italijanska zavarovalnica. Če bi bil pacient Slovenec, bi pač ta pravica bila nedosegljiva, ne bi je mogel uveljavljati iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. To seveda pomeni, da čeprav naša medicina določene, bo rekel, tehnologije, postopke operacijske zna narediti, to še ne pomeni, da so za paciente tudi finančno dostopni. Tako da lahko sklenemo, da so ti napredni kiborgizacijski posegi tehnologije, prav ki so čisto medicinsko indicirani za paciente slabo ali pa sploh finančno nedostopni, tako da to pa že pomeni pravzaprav poseg v pravico do zdravstvenega varstva in do socialne varnosti, tudi poseg v pravice invalidov, tudi v konvencijo, mednarodno konvencijo o pravicah invalidov. Zdaj, lahko preidem k zaključku. Torej, nekateri kiborgizacijski posegi so etično in pravno dopustni, so že želeni uporaba teh naprednih protetičnih okončin, slušnih vsadkov in tako naprej,
so del že obstoječe pravice do zdravstvenega varstva, ki jo jamči ustava, vendar so v naši zakonodaji slabo dostopne za slovenske paciente. Vrsta kiborgizacijskih posegov na drugi strani pa je ali izrecno prepovedana, ali pa, bo rekel, je njihova uporaba dovoljena pogojno, če prestanejo test etične sprejemljivosti. Kaj lahko sklenemo na podlagi tega stanja? Dobil nek vsatek brez privolitve in tako naprej pod pritiskom, ima pravico, da se to odstrani. Zdaj, kot pravni teoretik se zelo težko razglabljam o kakšnih takih vprašanjih z področja naravoslovja, ali lahko iz nebiološkega materiala dobimo neke vrste žive stroje, čuteče, etične in tako naprej. Važno pa je, da pravzaprav pazimo na to, kako to biotehnologijo uporabljamo, da z njo varujemo dostojanstvo človeka in pravzaprav moramo tudi pogledati, kako je z neko novo generacijo pravic, ki jo je že omenil pred menoj profesor Pirtošek v malce drugačnem kontekstu. Poročilo Inštituta Rathenau recimo omenja novi pravici ne biti merjen, ne biti analiziran in usmerjan strani umetne inteligence, pravico do vzdrževanja smiselnega človeškega stika. No, tukaj lahko mogoče razglabljamo o tem, ali velja tudi zagovarjati pravico ne biti predmet kiborgizacije, oziroma pravico do dekiborgizacije, če se ta vendarle zgodi. Moje stališče seveda je, da pravico do kiborgizacije lahko priznamo v okviru pravice do zdravja, ko imamo opravka z medicinsko indiciranimi posegi in je bila preverjena njihova etična sprejemljivost. Tako da to je tudi nekako moja zaključna misel, ko razvijamo nove tehnologije, moramo pravzaprav skrbeti za njihovo skladnost s človekovim dostojanstvom, s pravicami in svoboščinami in seveda tudi razmejiti med tistimi, katerih uporaba je koristna, a vsaj neškodljiva, in tistimi, ki pa so lahko škodljive. Tako da se vam zahvaljujem za pozornost, pol kakšna vprašanja pa še